skupaj. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi, ki jo tudi vodim kot njen rektor. In dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim na današnji novi izdaji Akademskega foruma Nove univerze. V okviru tega akademskega foruma se je zbralo veliko poslušalcev, ki jih zdaj še počasi spuščamo v našo spletno sobo, in ta čas, ko se nam vi priključujete, mi dovolite, da vam razložim, kateri temi in s kom bo namenjen današnji akademski forum. Akademski forumi na Novi univerzi sicer to leto potekajo v okviru raziskovalnega projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije. In ena od izjemno pomembnih dimenzij prihodnosti, pa človek bi upal reči, pravzaprav že sedanjosti Evropske unije, je seveda vprašanje spoštovanja, varovanja temeljnih človekovih pravic v Evropski uniji. Kot je dobro znano, ko se je začel proces evropske integracije, človekove pravice v Evropski uniji, vsaj na ravni pisnih dokumentov, na ravni ustanovnih pogodb niso bile varovane. Nato pa se je ta trend spremenil skozi sodno prakso sodišča Evropske unije, ko so bile človekove pravice varovane kot temeljna načela prava EU, za katera je sodišče črpalo navdih iz ustavnih tradicij držav članic. No, postopoma pa je tudi Evropska unija dobila svoj pisan katalog človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se danes po Lizbonski pogodbi zrcali v obliki zavezujoče listine temeljnih pravic Evropske unije. In prav o tej listini temeljnih pravic Evropske unije bo danes govora. Bo pa danes govora o njej, ker je knjigo o tej listini napisala naša draga sodelavka, prijateljica, kolegica, tudi predsednica Slovenskega društva za evropsko pravo, s katerim v soorganizaciji danes organiziramo ta dogodek, torej gospa Verica Trstenjak. Pri GV založbi je namreč nedavno izšla njena knjiga Temeljne pravice v Evropski uniji, in o tej knjigi bomo danes razpravljali z profesorico, torej z avtorico. V razpravi pa se nam bodo pridružili še izjemno ugledni gostje, in sicer varuh človekovih pravic gospod Peter Svetina, profesorica oziroma docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Petra Vajngral in profesor Damjan Možina z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je navada, bo pogovor potekal tako, da boste vanj aktivno vključeni tudi poslušalke in poslušalci. Nekateri tisti, ki ste z nami v Zoom spletni sobi, lahko vprašanja neposredno zastavljate v našo klepetalnico. Od tam jih bom jaz prevzel in zastavil našim govorcem. Ostali, ki pa morebiti to dogajanje spremljate na Facebooku, torej Nove univerze oziroma Evropske pravne fakultete, pa lahko ta vprašanja zapišete na Facebooku in jih bo naša kolegica Anja, ki po tehnični plati skrbi za današnji dogodek, zastavila v klepetalnico, tako da bodo tudi prišla ta vprašanja do naših sogovornikov. Uvodoma bi želel besedo zelo na kratko predati naši avtorici, torej profesorici Verici Trstenjak, da nam zaupa, zakaj je napisala to knjigo in zakaj je ta knjiga posebej pomembna, kot si lahko predstavljamo prav v teh časih, v katerih živimo zdaj. Prosim, dr. Trstenjakova. Hvala lepa, profesor Avbelj, hvala lepa tudi za vaše gostoljubje, da ste pripravili skupaj z Slovenskim društvom za evropsko pravo to predstavitev. Zanimivo vprašanje, in sicer vsi, ki so pisali knjige, vedo, da je izdaja knjige kot neke vrste rojstvo. Ko knjiga izide, si ponosen, si vesel, hkrati pričakuješ, kakšni bodo odzivi. Ampak ta knjiga se mi zdi, me je bolj razveselila kot vse druge, ker je nastajala veliko let, izdana je pa bila sedaj dejansko v tej
veliki krizi, ker se je pokazal ta velik problem človekovih pravic, temeljnih pravic, v bistvu za tiste, ki so nepravniki zraven, v bistvu terminološko enako. O čem se je pokazal ta velik problem? O tem, o čem bomo verjetno sicer govorili v nadaljevanju, da smo veliki individualisti, da ne vidimo tega, da so naše pravice omejene s pravicami drugih. In zato je knjiga dejansko tak, ko je bila pisana še z namenom, da bo posvečena mogoče tudi kakšni osebi. Ampak na koncu ni posvečena nikomur, ampak je posvečena temeljnim pravicam. Človekovim pravicam, zavedanju o pomenu človekovih pravic v naši družbi, da bi vsi vedeli, da naše pravice niso samo naše, ampak da smo omejeni s pravicami drugih. Zato, kot pravim, knjigo sem posvetila temeljnim pravicam, da bi v prihodnosti, ne samo v korona krizi, ampak tudi v bodoče, bile dejansko, ne samo, da se bomo jih zavedali, ampak da bodo tudi spoštovane. Zato, ker temeljnih pravic nam ne da nihče, kot je citiran ta rek na začetku od matere Tereze, ampak jih pridobimo z rojstvom. Ne dajo jih ne starši, ne dajo nam jih ne država, ne moremo jih kupiti, ne da nam jih denar, ampak jih pridobimo z rojstvom kot človeško bitje. In glede na to, če uvodoma dodam še ta stavek, ker je bila, kot vemo, ta EU listina o temeljnih pravicah danes že omenjena, ta majhna knjižica, ta ustava, v bistvu naša ustava, Evropska ustava človekovih pravic, sprejeta leta 2009, ko sem bila še generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije, sem se takrat, že v tistem času na sodišču videla, da je to bil izredno pomemben korak za človeštvo oziroma za Evropsko unijo. Dogodek, da je EU listina postala obvezno pravo. In takrat so bile nekatere pomembne sodbe, že v tistem času, ko sem še bila na EU, ker sem že lahko tudi na sodišču EU, ko sem še lahko citirala listino v svojih zadevah in tudi pozneje, naprimer Google Spain zadeva, ta glede pravica biti pozabljen, glede naših pravice do varstva osebnih podatkov in potem naprej. Tako da, kot pravim študentom vedno, majhna knjiga velikih pravic v veljavi 2009 je bila ta prelomni trenutek in knjiga potem nastajala nekaj časa, končana pa bila v času korona krize, ki je izpostavila vse te probleme temeljnih pravic, ki bomo jih reševali še kar nekaj let. Tako da, to bi bile uvodne misli. Hvala lepa. Hvala lepa, Verca. Zdaj o sami knjigi, njeni dodani vrednosti, njeni vsebini bomo gotovo še kakšno rekli. Prav gotovo je knjiga pomembna, ker to listino temeljnih pravic obravnava na teoretični ravni in hkrati pa jo konkretizira skozi konkretne primere v sodni praksi in s tem tudi pokaže, kako je listina temeljnih pravic v bistvu živo pravo in kako jo je treba uresničevati v vsakodnevni praksi. No in ko smo že zdaj v vsakodnevni praksi uresničevanja, še večkrat pa, kot se nam zgodi, neuresničevanja človekovih pravic, ne bi mogli biti bolj privilegirani, kot smo danes, da lahko med nami, kot že rečeno, pozdravimo tudi varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetino. Gospod varuh, vem, da se vam mudi na naslednje dogodke, ki se bodo odvili zelo kmalu, zato bi vas še enkrat bi se vam zahvalil za sodelovanje in bi vas uvodoma prosil za en takšen kratek uvodni nagovor, za kakšne vašo misel ob izidu te knjige, seveda tudi vezano na situacijo, v kateri smo že malce na samem kramljali, glede stanja človekovih pravic, v katerem se nahaja trenutno ne samo Slovenija, ampak vsa Evropska unija, zahodni svet, pravzaprav svet kot celota. Prosim za par vaših misli ob današnjem dogodku. Ja, hvala lepa in lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala lepa za povabilo. Jaz sem zelo vesel in pa nenazadnje počaščen, da sem lahko danes z vami in da lahko vam, spoštovana profesorica Trstenjak, če že ne osebno, pa vsaj po tej virtualni poti čestitam ob izidu vaše knjige. Pozdravljam njen izid in se veselim tudi poglobljenega branja.
Knjigo pred nas postavljate v čas, ki je zaradi koronavirusne bolezni in zaostrenih epidemioloških razmer zaznamovan z omejevanjem človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin v obsegu, kot jih nismo vajeni. Izpostavljanje pomena temeljnih pravic je zato v tem času pomembnejše kot kadarkoli prej. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije kot nacionalna inštitucija za človekove pravice, naj omenim, da smo januarja letos po 20 letih pridobili status A po pariških načelih, kar pomeni, da izpolnjujemo mednarodne standarde glede svojega delovanja na nacionalni in evropski ravni, si prizadevamo, da bi bila listina EU o temeljnih pravicah v Sloveniji čim bolj poznana. Po raziskavi Eurobarometra iz leta 2019 naj bi namreč le malo več kot vsaki četrti prebivalec Evropske unije slišal zanjo, 57% je pa sploh še ni poznalo. Kljub tem nespodbudnim podatkom na ravni celotne EU pa sem nadvse zadovoljen nad podatkom, da smo v Sloveniji Slovenci s 65% med najbolj informirani prebivalci v listini, tako je za Švedsko. To je pohvalno, a ne pomeni, da lahko sedimo na lovorikah. Vsak dodaten korak in prizadevanje usmerjeno v dodatno informiranje ljudi, predvsem glede uporabnosti vsebine listine, so zagotovo dobrodošle. Prav k temu verjamem, da prispeva tudi pričujoče vaše delo, spoštovana gospa profesor, zagotovo pa tudi naše siceršnje udejstvovanje na tem področju. Vsakega od nas na svojem področju. Listina o temeljnih pravicah v EU je od svojega sprejema nedvomno pripomogla k večjemu spodbujanju in varstvu temeljnih pravic ljudi v Evropski uniji. Menim, da ima še velik potencial, ki doslej morda ni bil najbolj celostno izkoriščen. Dejstvo je, da morajo listino upoštevati inštitucije Evropske unije pri vseh svojih ukrepih, pa tudi države članice, ko izvajajo pravo EU, a podatki Agencije za temeljne pravice žal kažejo, da je njena vsakodnevna uporaba v državah članicah omejena. Tudi zato morajo biti napori že omenjene agencije, Evropske komisije, pa tudi drugih inštitucij EU usmerjeni v krepitev njene uporabe. V prvi vrsti je pomembno to zavedanje, da listina varuje temeljne pravice posameznikov oziroma evropskih državljanov v odnosu do inštitucij Evropske unije, pa tudi v odnosu do ravnanja nacionalnih oblasti, ko ravnajo v okviru zakonodaje EU. To zavedanje, da se lahko posamezniki v tem okviru neposredno sklicujejo na listino tudi pred nacionalnimi sodišči, saj so te pravice del primarnega prava EU in imajo neposredni učinek, je zato izjemno pomembno. Dovolite mi nekaj misli, da posvetim tudi novi strategiji za okrepitev uporabe listine, ki jo je Evropska komisija sprejela 2. decembra lani. Ta strategija nadomešča tisto iz leta 2010 in predstavlja nekakšen načrt implementacije listine za naslednje desetletno obdobje. Evropska komisija kot ključne akterje za učinkovito uporabo listine in njeno uresničevanje v življenju ljudi, poleg inštitucij, organov in agencij, izpostavlja tudi nacionalne in lokalne organe, vključno z organi kazenskega pregona, neodvisne organe za varstvo pravic, kot so nacionalne inštitucije za človekove pravice, inštitucije varuhov človekovih pravic, organe za enakost in za varstvo podatkov, zakonodajalce, sodnike in druge delavce v pravni stroki ter organizacije civilne družbe, dejavne na področju temeljnih pravic. V okviru priprave nove strategije je dala svoje priporočilo tudi Evropska mreža nacionalnih inštitucij. Med drugim je ENRI izpostavil, da je v jedro strategije treba postaviti nacionalno izvajanje listine, da bi nacionalne inštitucije za človekove pravice glede izvajanja listine lahko imele večjo vlogo in da je potrebno povezati strategijo izvajanja tega, tako da je listina s politikami in orodji na področju pravne države in demokracije, vključno s ciklom poročanja Evropske komisije o stanju pravne države in akcijskim načrtom za človekove pravice in demokracijo za obdobje do leta 2024. Sicer ne gre spregledati, da je po vsebini in obsegu pravic listina širša kot Evropska konvencija, saj poleg državljanskih in političnih pravic vsebuje tudi ekonomske, socialne in kulturne pravice, izkorišča pa tudi prednost prava Unije, ki ima pogosto neposreden učinek. Listina vsebuje tudi nekatere pravice, ki se nanašajo na Evropsko unijo
in ki jih na takšen način ne najdemo v drugih mednarodnih dokumentih ali ustavah. Tak primer je pravica do dobrega upravljanja iz 41. člena listine. To načelo je v nacionalnih pravnih redih sicer uveljavljeno kot splošno upravno načelo, ki pa je na nacionalni ravni le redko zapisano v ustavah. Prav tako je pomen dobrega upravljanja na nacionalnih ravneh redko konkretizirano. V Sloveniji načelo dobrega upravljanja posebej ščiti Zakon o varuhu človekovih pravic, ki v 3. členu določa, da se varuh pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter da se pri svojih intervencijah lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja. Prav kršitev dobrega upravljanja je med najpogostejšimi kršitvami, ki jih kot varuh ugotavljamo v naši inštituciji. Že več let na ravni države, na letni ravni ugotavljamo 80 ali več kršitev tega načela. Leta 2019, na primer, je bilo to celo najpogostejša ugotovljena kršitev, v letu 2020 pa druga najpogostejša ugotovljena kršitev. Zato je po moji oceni izrednega pomena, da listina to pravico dviga na raven pravic državljanov. Takšna opredelitev konkretizira razumevanje dobrega upravljanja, kar je še posebej pomembno za implementacijo listine na nacionalni ravni. Posredno lahko pripomore k razumevanju te pravice tudi v primerih, ko nacionalni organi ne izvajajo zakonodaje EU. Če zaključim, še enkrat pozdravljam izid knjige, se vam tudi iskreno zahvaljujem, da ste se podvzeli tega dela in da delite z nami to pomembno materijo. In prepričan sem, da nam bo dala še dodaten zagon za bolj poglobljen razmislek o temeljnih pravicah iz listine tudi v Sloveniji. Vaše delo, gospa profesor Trstenjak, je zagotovo nadvse pomemben prispevek k implementaciji listine na nacionalni ravni, zato hvala, da boste nas, bralke in bralce, obogatili za številne pomembne informacije o tej izjemno pomembni materiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod varuh, za te prijazne, uvodne, spremne besede. Hvala tudi, da ste še posebej izpostavili pravico do dobrega upravljanja, ki bi dejansko morala prežemati naš vsak dan, ko gre za relacijo, za odnose med posameznikom in oblastjo. In ravno morda to ne bo za tista odskočna deska, ki me pripelje do kolegice Petre Vajngerlove. Petra je pravnica, ki se poglobljeno ukvarja z pravom Evropske unije. Prav gotovo se bova oba strinjala, da nama bo ta knjiga zelo koristila, ker bova zdaj imela vse na enem mestu za naše študente, najine študente, ko naj bodo spraševali, te ne pa to pogledam, pa bomo rekli, gremo zdaj kar pogledajte tja v knjigo profesor Trstenjakove, ki lepo na teoretični in praktični ravni odslika delovanje in učinkovanje listine temeljnih pravic v Evropski uniji. Me pa zanima s tvoje specifične perspektive, torej človekove pravice so imele neko posebno genezo v Evropski uniji, ki je bila sprva ekonomska skupnost in se je vse gledalo skozi ekonomsko plat, kasneje pa se je nekako emancipirala tudi neekonomska plat posameznika v pravu Evropske unije. Pa me zanima, kje ti vidiš zdaj nasploh dodano vrednost te listine z vidika prava Evropske unije, morda z vidika potrošnikov, a ne pa tudi širše, z vidika svobodne gospodarske pobude. Hvala, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Tudi jaz bi najprej želela čestitati profesorici za to knjigo in ravno s tem, kar je Matej izpostavil, sem tudi želela danes začeti, da torej izpostavim ta pomen oziroma kako bo v bistvu ta knjiga uporabna za naše študente. Torej, do zdaj smo res imeli predavatelji probleme s tem, na kaj jih sploh napotiti, kot je izpostavil Matej. Zdaj seveda tega problema več ne bo. Ne bo pa uporabna zgolj za študente, ampak seveda za prakso in pa tudi teorijo, ker je to področje vsekakor, ki je v Sloveniji premalo teoretično obdelano. In tukaj bomo zdaj imeli vsekakor to knjigo kot odlično izhodišče, saj vsebuje izjemno bogato sodno prakso, sklicuje se recimo na pojasnila k listini, na
evropsko teorijo in tako naprej. Tako da bo pač pomen izjemen. In odpira recimo tudi, kar bo pomembno ne zgolj za študente, ampak tudi za teorijo, tako pomembna vprašanja, kot je to, kako se uporablja listina v tistih delih, v katerih nacionalno pravo presega recimo zahteve prava EU, ali pa kako se recimo uporablja v horizontalnih razmerjih. To so vse vprašanja, ki jih knjiga obdela. Ampak tu je pa pomembno ravno to, in kar se navezuje z eno vprašanje, in pa tudi to, kar je prej varuh izpostavil, torej ta listina ne vsebuje zgolj političnih in pa državljanskih pravic, ampak tudi ekonomske in socialne. In to je seveda izjemnega pomena v tej skupnosti, ki je, kot je Matej izpostavil, bila na začetku mišljena kot ekonomska integracija in je s časoma pač postala seveda integracija, ki je ne zgolj da temelji na pravu, ampak je varstvo človekovih pravic, varstvo temeljnih pravic, nekaj, na čemer je osnovana. In tukaj bi najprej izpostavila to, zato ker sem pač povabljena k temu, da pokomentiram pomen listine in pa knjige za potrošniško pravo in pa širše tudi v okviru svobodne gospodarske pobude, bi najprej rada izpostavila to, da naslov knjige je res temeljne pravice v EU, ampak to še daleč ne pomeni, da se nas ne tiče vseh nas, vseh pravnikov, pa tudi državljanov na splošno, oziroma vseh fizičnih in pravnih oseb. Ker EU, to smo seveda tudi mi, Slovenija, in po nekaterih ocenah je namreč kar 3/4 ali celo več slovenskih predpisov izvira ali je povezanih z evropsko zakonodajo. Zakaj to govorim? Zato, ker je po nekih ocenah, tudi pred leti sva s profesorico Trstenjakovo pripravile za FIDE, to Mednarodno združenje za evropsko pravo, eno poročilo, v katerem sva to ugotavljali, da se v Sloveniji pač recimo na civilnem pravu listina vsekakor premalo oziroma skoraj ne uporablja. In tu želim ilustrirati, kako pomembno v bistvu je za vsa področja. Recimo ZDR, Zakon o delovnih razmerjih, v 1. členu navaja, da prenaša kar 16 direktiv EU. Potem ZGD 15 aktov sekundarne zakonodaje EU. Čisto drugo področje, Zakon o kmetijstvu, kar 38, recimo. Zakon o varstvu potrošnikov 13, Zakon o trgu finančnih instrumentov 18, Zakon o trošarinah 11, Zakon o varstvu okolja 16 in tako naprej, pač da ne grem zdaj v neskončnost. Ampak to se seveda ne ilustrira v praksi, sploh pa ne, žal pač ne želim biti preveč kritična, ampak sploh pa ne v sodni praksi. Tako da res menim, da bo knjiga izjemnega pomena za to, da bo listina pri nas končno, kar ves čas si želimo, ponavljamo, ampak da bo dejansko končno zaživela. In to pomeni, da bo torej knjiga pripomogla k ozaveščanju in k temu, da si bomo lahko vsi, tako v praksi kot teoriji, pomagali s tem, da se seznanimo prvič glede umestitve listine v evropski in seveda nacionalni pravni red in drugič s tem, kako se listina uporablja in kakšna je njena interakcija z nacionalno ustavo in drugimi mednarodnimi akti, predvsem pa z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. In če se osredotočim na te določene vidike civilnega prava, torej pač po eni strani svobodno gospodarsko pobudo in pa na drugi strani varstvo potrošnikov, naj najprej omenim, da je seveda oboje izrecno omenjeno v listini. Ampak obe določbi temeljita na obširni sodni praksi z tega področja, ki predatira listino samo. In listina v svojem bistvu ne sme širiti pristojnosti EU, tako da recimo načelo varstva potrošnikov v sami listini v bistvu potrjuje horizontalno klavzulo iz pogodbe, da je potrebno v okviru vseh politik EU upoštevati in zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov. In to načelo recimo je izjemno pomembno v navezavi s pravico do učinkovitega pravnega varstva, ki je kodificirano v listini v 47. členu in menim, da ima v tem okviru izjemen potencial, predvsem kar se tiče recimo razlage nacionalnih procesnih pravil tudi na področju reševanja potrošniških sporov. V luči celotnega korpusa prava EU je torej potrebno pri razlagi nacionalnih pravnih pravil
v okviru uporabe prava EU, ampak ko gre za potrošniško pravo, vsekakor v veliki meri to pravo izvira iz prava EU, ne. Torej je potrebno upoštevati logiko varstva potrošnikov, ne. Torej varstvo šibkejše stranke. In tukaj ima listina v Sloveniji še res velik potencial, ne, za izkoristiti. Zdaj, varstvo šibkejše stranke seveda pomeni omejitev pogodbene svobode, ne? In tudi pogodbena svoboda je varovana z listino, ravno v okviru svobode gospodarske pobude. In torej listina je izjemno pomembna tudi za gospodarstvo, tako za pravne osebe in podjetnike, ne? Ker to ni tako očitno, kar se tiče recimo Evropske konvencije za človekove pravice, ki pač ureja državljanske pravice in politične pravice, vendar pa listina, ki, kot že večkrat danes omenjeno, torej vsebuje pomembne ekonomske in socialne pravice, tako da je izjemnega pomena za gospodarstvo, recimo. Zdaj sem že kar malo dolga, no, ampak mislim, da za začetek bo to dovolj, pa se mogoče vrnem k temu potem kasneje v okviru razprave, tako da bi zdaj zaključila na tej točki. Hvala Petra, to bo pa dobro odskočna deska torej za razpravo, za pogovor s profesor Možino, z Damjanom. Zdaj, Damjan, v tebi kot v nekih klasičnih paradigmah bi to označil kot private lawyerja, ne? Torej kot nekoga, ki se ukvarja z zasebnim pravom. Zasebno pravo je nekdaj veljalo, da je ločeno od javnega prava, potem pa je prišel tisti trend konstitucionalizacije, z njim razvoj človekovih pravic, ki je okupiral tudi nekdaj torej pač to zasebno pravno področje. In Petra se je že malce dotaknila, da torej tudi sama listina temeljnih pravic ureja pravice, ki gredo seveda v jedro zasebnega prava, včasih tudi na konflikten način, ne? Na eni strani imaš varovanje pogodbene svobode, na drugi strani imaš varovanje šibke stranke, to so konflikti, ki jih je treba razreševati. Pa me zanima ti kot res izkušen pravnik na področju zasebnega civilnega prava, kako ti gledaš na vlogo listine pri svojem delu, pri svoji praksi? Ja, hvala lepa, Matej. Lepo si povedal. Civilno pravo ali pa celo zasebno pravo pa človekove pravice, vključno s človekovimi pravicami, ki so zapisane v listini, imajo vse skrit en konflikt, en temeljni konflikt, oziroma lahko rečemo, da sta to dva osnovi različna koncepta. Zdaj, kako bi to na hitro razložili? Človekove pravice, recimo, da so se razvile kot obramba posameznika zoper državo. In temu rečemo vertikalno pravno razmerje, kjer imamo eno oblast, pa imamo naslovnike te oblasti, ne, ki morajo ubogati. Oziroma imajo tudi svoje pravice vizavi oblasti. Poleg tega so se človekove pravice razvile razmeroma pozno. Šele v bistvu globoko v 20. stoletju so postale v bistvu nek resen pravni inštrument. Pred tem so bile pa bolj politični program. Medtem ko zasebno pravo je ena najstarejših pravnih področij sploh, več tisoč let, gotovo lahko govorimo že o izoblikovanem zasebnem pravu. Kaj pa je razlika med zasebnim in javnim pravom? Zasebno pravo ureja razmerja med enakopravnimi posamezniki, med, danes rečemo, fizičnimi in pravnimi osebami, od katerih nobena ni oblast. In v veliki meri se ta razmerja oblikuje recimo avtonomno, to jih razlikuje od javnega prava. Toliko o teh osnovi različnih konceptih. Zdaj, danes je nekako, ali pa iz zgodovinskega razvoja lahko povzamemo, da človekove pravice oziroma ustava nasploh zavezujejo državo nasproti oziroma prebivalcem, posameznikom. Ne pa tudi te posameznike v razmerjih med njimi samimi. Ne? To je nekako izhodišče. To se pravi, da rečemo, človekove pravice v svojem bistvu delujejo vertikalno. Ne? Ampak te stvari se spreminjajo, kot si omenil, civilno in zasebno pravo se v zadnjih desetletjih intenzivno konstitucionalizira, govorimo o takem izrazitem vplivu ustave na zasebno pravo, tako da vedno, da se širi tudi polje uporabe človekovih pravic. Izhodišče je nekako sledeče. Seveda ustavo uporabljamo, ali pa človekove pravice in tudi listino uporabljamo
tudi v horizontalnih razmerjih, ampak posredno. Se pravi, ko sodnik odloča o sporu, mora upoštevati tudi ustavne vrednote in človekove pravice. Niso pa posamezniki vizavi drugim posameznikom neposredno zavezani. Ni tega, kako rečemo, neposrednega horizontalnega učinka. Ampak pravim, to je samo izhodišče. Danes se stvari spreminjajo, ne danes, že nekaj desetletij. To, dajmo reči, območje stika civilnega pa javnega prava je izrazito dinamično. Če je bil prej neposredni učinek človekovih pravic absolutna izjema, je danes teh izjem vedno več in zlasti na področju listine in sodne prakse sodišča EU, ki je vrhovni organ razlage listine, opažamo kar nekaj zelo zanimivih primerov, dajmo reči, sklicevanja sodišča na listino, če ne že celo čistega neposrednega učinka. In to je v tej knjigi izjemno dobro opisano. Jaz bi posebej opozoril vse bralce na to poglavje, to je poglavje, ki sledi v bistvu samemu komentarju, ima naslov Problemi uporabe temeljne listine na področju zasebnega prava, od strani 182 dalje. Avtorica zelo poglobljeno, hkrati pa razumljivo opiše to področje, najprej kaj so glavne konceptualne težave, potem kako se te težave v praksi rešujejo, zelo jasno predstavi sodno prakso sodišča EU, vse do danes, tako da je knjiga izrazito, kakor lepo slovensko rečemo, updatana, oziroma up to date. Posebna odlika tega poglavja pa je, da je tudi teoretično zelo dobro obdelano, vključno z citati relevantnih mednarodnih del. Mimogrede, če mi dovolite, Verica Trstenjak v tej knjigi ni prvič se lotila tega problema. Bom tlele pokazal, kar imam ravno pred sabo. Verica pa Petra, obe naši sogovornici, sta podpisali pred nekaj leti prav eno mednarodno delo in sicer eno pravzaprav raziskavo v sklopu Mednarodne akademije primerjalnega prava, kjer sta se točno s tem področjem ukvarjali in to knjigo najdete v čisto vseh svetovnih pravnih knjižnicah. Tako da govorimo o izkušenih avtoricah, no v tem primeru avtorici, in jaz bi vsakmu priporočil, da vsakmu pravniku, da tako rečem, ker to je pač zelo pravniško obarvana tema, da si to poglavje prebere. V njem bo našel opisan en izjemno zanimiv primer Bauer in pa Brosson, oziroma dve združeni zadevi, v katerih je sodišče EU odločalo, mislim, da pred slabimi 5 leti, kjer je šlo za zelo jasno uporabo listine, in sicer je šlo za problem, ali se pravica do denarnega nadomestila za neizkoriščen letni dopust lahko deduje. V dveh združenih zadevah je bilo pa tako, torej 2 človeka sta umrla in potem so njihovi dediči to uveljavljali. V enem primeru je bil zaposlen, dajmo reči, v mestni upravi enega nemškega mesta, v drugem primeru pa pri enem zasebnem delodajalcu. In je dobilo sodišče idealno priložnost, da je v bistvu isto vprašanje v 2 kontekstih reševalo in ga rešilo tako, da je tudi v tem, torej tam, kjer je bilo zaposlitev v javni upravi, bila zadeva razmeroma jasna, ker tam, če že ni vertikalno razmerje, se mu pa vsaj zelo približamo, medtem ko v tem drugem je sodišče res dobilo priložnost in je lepo razvilo svoje misli v smeri, da je seveda ta določba listine, ki govori o pravici do plačanega dopusta, iz katere v bistvu vsebinsko izhaja cela ta obravnava, uporabna tudi v razmerju z zasebnim, torej nedržavnim delodajalcem. Dobro, zdaj lahko bi rekel, delovno pravo sigurno ni več čisto civilno pravo, ima zelo veliko javnopravnih elementov, ampak še enkrat poudarjam, to področje je dinamično, se razvija in ga je treba spremljati, in kdor ga želi spremljati v Sloveniji, ne more boljšega narediti, da si prebere to poglavje v knjigi, ki jo danes predstavljamo. Hvala lepa, Damjan, tudi za tvoj prispevek. Dejansko, seveda, konstitucionalizacija zasebnega prava lahko za določene stranke prinaša
prednosti, zlasti tiste, ki so v faktično neenakopravnem položaju in ki jim lahko listina okrepi njihov pravni položaj napram drugi močnejši strani. Seveda pa z vdorom prvine, javnopravnih prvin na področju zasebnega se pa tudi oži zasebna avtonomija strank, pogodbena svoboda, nasploh tista ena osnovna ideja zasebnosti in enakopravnosti, iz katere smo štartali v razsvetljenskem času. Tako da to samo po sebi prenaša številne izzive. Te izzivi so res, da zaenkrat pustimo jih bolj teoretični. Jaz bi se v nadaljevanju našega pogovora osredotočil na bolj praktične izzive, na katere Verica zelo pogosto opozarja tudi v svojem javnem oglašanju in domnevam, da je to tudi ta knjiga služi vendarle malce popravljanju tega primanjkljaja. In to je, Verica, problem v bistvu nezadostnega poznavanja in uporabljanja prava Evropske unije še naprej v praksi slovenskih sodišč, da ne govorimo v širši javni upravi, tudi lokalni samoupravi, pri vseh tistih, ki izvajajo javna pooblastila, pa mogoče dajmo izkoristiti priložnost izdajo te knjige, da se zelo jasno pove, za koga je pravzaprav ta listina zavezujoča. Kdo je tisti, ki jo mora vse upoštevati? Ja, zdaj, če se name nanaša to vprašanje, mogoče še nekaj par odzivov na to, kar je bilo sedaj povedano. Profesor Možina, dragi kolega Damjan iz pravne fakultete, naj omenim, da so tukaj vključene, to je bil cilj na tej okrogli mizi, vse tri pravne fakultete in nekako, da povežemo tudi pravnike, čeravno so danes tudi nekateri nepravniki navzoči, je želel poudariti dejansko to pri teh listini, ne samo to, oziroma ne samo glede listin, ampak glede temeljnih pravic, ne samo zato, da gre, mogoče ni bilo čisto jasno rečeno, zato, da se varuje posameznika v razmerju do oblasti, ta vertikalni odnos, ampak tudi, da se sedaj je razširila na to področje privatno, torej na zasebno, ko posameznik sklepa posel z zasebnikom. Naprimer, če povem, v Avstriji je bilo v zadnjih časih par takšnih primerov, naprimer od tega, ki se sedaj v korona krizi nekako še stopnjujejo, če temu tako rečem. Ali lahko, kot vem, da je tudi v Sloveniji primer, da supermarket popust na določen, da da supermarket popust ljudem določene starosti, samo določene starosti, naprimer samo upokojenci imate popust nek dan, lahko pride nekdo, ki ni upokojenec, pa pove, jaz tudi želim popust, ker je to nedovoljena diskriminacija, torej diskriminacija, ki je prepovedana po pravu EU po listini glede na starost, na primer. Ali lahko restauracija zavrne nekomu, da sedi, pride sedeti zato, ker je predebel, ali lahko nekdo dobi odpoved zato, ker je predebel. Vse to, kar v razmerju do države ni pomembno. Torej, zdaj komu je namenjena, kaj sploh velja v Evropski uniji? Zdaj že varuh je prej točno omenil zelo natančno člen 51, ki določa, kako listina zavezuje. Ampak jaz mislim, da ni sam problem toliko v tem teoretičnem za pravnike zanimivem členu, da listina zavezuje države članice samo takrat, ko uporabljajo, ko izvajajo pravo EU, ampak jaz vidim večji problem v tem, kar je bilo že v bistvu danes od večjih sogovornikov omenjeno, da se listina premalo pozna in da jo naprimer tudi sodišča, tudi državna uprava premalo poznajo. Zato je bil namen knjige, da prikaže ne samo člene listine, ampak tudi sodno prakso sodišča EU. Ker iz sodne prakse sodišča EU, zdaj bi mi lahko šli na vsak člen, ampak seveda ni časa. Pri vsakem členu listine je sodna praksa izredno obsežna. In zato lahko sodišča vidijo, ko sodnik odloča, lahko vidi, da je že v nekem podobnem primeru sodišče EU, lahko nacionalni slovenski sodnik vidi, da je sodišče že v podobnem primeru to odločalo. Kot je omenil profesor Možina, če je listina, torej, če je bila sedaj sodba Bauer, ki odloča o tem, da ima pravico, da ima dedič pravico zahtevati tudi v privatnem, torej tudi če je bil zaposlen pri privatniku, da ima dedič pravico zahtevati nadomestilo za plačani redni dopust. Je to nadaljevanje zadeve Šulchof, kjer sem bila še jaz pravobranilka, kjer smo izrecno rekli, delavec ima vedno pravico do nadomestila za neizkoriščeni letni plačani dopust. Ampak zakaj imamo te pravice?
Ne zato, ker so zapisane v zakonu o delovnih razmerjih, ampak zato, ker so v tej EU listini o temeljnih pravicah. V členu 31, če pogledate, piše, vsak delavec ima pravico do letnega plačanega dopusta. To je listina. Sodba sodišča EU to razširi in pravi, ja, ima pravico ne samo do dopusta, če je ne izkorišči, ima pravico tudi do nadomestila za neizkoriščeni letni dopust. In da je ta nova sodba, Bauer, pove pa še ne samo, da ima on delavec, tudi če je že imel odpoved, tudi če ni več sedanji delavec, da ima pravico do nadomestila, celo dediči imajo pravico do nadomestila. In če bi zdaj bi vprašali v Sloveniji, pa tudi verjetno v Avstriji enega sodnika, bi rekli, ne, te pravice ni. Ampak sodišče EU je odločilo, da obstaja. Zato se mi zdi izredna vrednost te knjige to, da so dodane tudi, da je dodana ta sodna praksa, da se dejansko vidi, kaj vse v praksi je bilo že odločeno. In problem, zakaj sem se lotila te knjige, mogoče prej nisem omenila, ravno to, da se ne da samo, da se poveča zavedanje o temeljnih pravicah, tudi da se dejansko temeljne pravice začnejo dejansko uporabljati, ne samo, da jih uživamo, da se zavemo, da jih imamo. In drugo, mogoče, če to že zdaj omenim ali pa opomnim, ne samo, da se zavedamo, da jih imamo, ampak da se zavedamo tudi, kako jih lahko uživamo. Tukaj bi pa s tem zadnjim komentarjem prešla v bistvu že tudi na korona krizo. Na čas, kjer se mi zdi, da smo postali, da jaz sama prvič opažam, da je vsak pri tem, ko se zaveda svojih pravic, postal velik individualist. In če bi danes šla knjiga v objavo, bi dala drug ta stavek, kjer sem dala Mati Tereza, torej Mati Tereza, ki pravi, pravice smo pridobili z rojstvom. Danes bi dodala 6. odstavek preambule. In tega sedaj študentom vedno opozarjam in ga bom, namreč, ker se mi zdi, da je postal pomemben v korona krizi. In ta 6. odstavek preambule pravi, kako mi naše pravice uživamo. In pravi tako, uživanje človekovih pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnosti do soljudi, človeške skupnosti in prihodnjih generacij. Torej, mi ne moremo naših pravic uživati, kot da smo sami, kot da smo v nekem prostoru, ko smo sami, lahko tudi v svojem prostoru zaprtem kadimo. Če gremo ven na javni prostor, ne moremo. In torej, uživanje človekovih pravic je povezano tudi v času korona krize. Naše uživanje pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnosti do soljudi, do sočloveka, do človeške skupnosti. Tega se mora zavedati vsak od nas. Starejša generacija, srednja generacija, mlajša generacija. Samo to bo naredilo našo sobivanje nekako človeško, če tamo tako rečem. In to, kar je potem pomembno, seveda mi pravice imamo, mi se jih zavedamo, kdo nam jih lahko omeji. Omejene so, kot sem rekla, seveda pravice niso absolutne praviloma. Omejene so s pravicami drugih. Ampak še to, kdo jih lahko omeji in kdaj? Omejijo se lahko samo pod strogimi pogoji, kot vemo, najprej predpisane z zakonom in, kar je pomembno, v skladu z načelom sorazmernosti. In to bo bistveno sedaj, v korona krizi, mogoče bomo sedaj še v zadnjem krogu vrnili k temu, ampak naj že tu povem. Sorazmernost pomeni, da je omejitev mora biti primerna in nujna. Številne omejitve človekovih pravic so primerne. Vi v korona krizi ne morete zaradi varovanja drugih, imate omejeno omejitev gibanja, je sigurno primerna omejitev. Ali je nujna v nekem trenutku, odločajo najprej poslanci, najprej vlada, ki pripravi predloge, poslanci, ki odločajo, na koncu pa odloči sodnik. Številne omejitve, naprimer, v zadnjem času me nekdo spraševal, ali je v skladu z EU poseg v pravico do lastnine, da se delničarjem bank ne splačujejo delnice. Pardon, da se delničarjem bank ne splačujejo dividende. Ali je omejitev sorazmerna? Primerna je sigurno, da se poveča stabilnost bank, torej varovanje pravic potrošnikov in stabilnost bank, torej posredno. Ne? Ampak ali je ta omejitev res nujna? Težko presodi, vsak ima drug pogled, ampak na koncu odloči sodišče. In tako naprej lahko bi omenjali številne primere. Torej dvoje, kar je, se mi zdi, ključno tukaj za poudariti. Zavedanje o tem, da pravice ne moremo uživati, kot pravi preambula, sami, ampak jih moramo uživati v povezavi z odgovornostjo do soljudi in do človeške skupnosti.
In drugo, to, kar je pa seveda pomembno, za tiste, ki odločajo o omejitvah, da je omejitev mora biti vedno sorazmerna, torej sorazmerna pomeni primerna in nujna, ampak to se mora zavedati tudi tisti, ki svoje pravice uveljavlja. Ker če na primer pravica do gibanja, sedaj v korona časi, do svobode, do varstva osebnih podatkov, če se nam zdi, da je naša pravica omejena, se mora vprašati, ali je to primerno in ali je nujno zaradi varovanja pravice drugega. Pravica drugega pa je pravica do zdravja in pravica do življenja. S tem, ko je na eni strani pravica do življenja in pravica do varovanja zdravja, na drugi strani pa pravica na primer do svobode ali do zbiranja, kar smo imeli tudi ali katerakoli, ko sodišče tehta to išče ravnovesje v omejitvah pravic, presoja, da to sorazmernost. Tako da tudi če gre za omejitve, ki so primerne, morajo biti tudi nujne in vedno imejmo v tem težkih časih vsi pred očmi posebej te kriterije, ki nas bodo na področju človekovih pravic vodili naprej, seveda na področju zdravstvenih ukrepov pa zdravstveni ukrepi. Se opravičujem, če sem mogoče malo bila daljša. Ne, odlično, hvala lepa, zdaj smo res zajadrali v srž, praktično in filozofsko srž našega problema, pa tudi tehnično ustavno pravno. Seveda, jaz se strinjam, da je načelo sorazmernosti ali pa test sorazmernosti tisto ključno merilo, na podlagi katerega moramo ustavno pravno presojati posege v človekove pravice in najti ustrezno ravnotežje. Ampak še vedno je tu seveda vprašanje strogosti tega testa, ne? In kdo na vsezadnje v demokratični družbi naj bo tisti, katerega stališče prevaga, zlasti v kontekstu, ko gre za zadevo, s katero se na nek način družba sooča prvič, ne? In imamo pač na eni strani imamo politiko, na drugi strani imamo sodišče in na tretji strani imamo stroko, vse pa se dogaja v demokratičnem kontekstu. In eno zadnje vprašanje se potem tudi zastavi, na katerem nivoju naj o tem odločimo. Ali naj to odločimo na ravni držav članic, ali morda na ravni Evropske unije, ali morda na ravni Evropskega sodišča za človekove pravice. Petra, če se malce zdaj odmaknemo od tvojega prvega izvajanja, ne, potrošnikov in svobodne gospodarske pobude listine na splošno, kako ti gledaš skozi to prizmo listine, skozi to razpravo na dogajanje v zvezi s človekovimi pravicami in epidemijo? Se tudi tebi zdi, da so človekove pravice postale nek mehanizem, napačno razumljen mehanizem individualizma, lahko rečemo celo egoizma, ali pa je to na drugi strani, kot bi rekel nekdo, še zadnji ščit pred avtoritarno, arbitrarno oblastjo, katerokoli pa že, ali v Sloveniji ali pa v kakšni drugi državi? Kako ti gledaš na ta težka vprašanja? Vsekakor odgovor ni enoznačen, ne, kot si me izzval, ampak mislim, da oboje, ne, oziroma še milijon drugih plasti. Torej, v določenih kontekstih vsekakor preveč individualizma, predvsem v tem, kar je profesorica izpostavila, v drugih kontekstih pa še seveda se mi zdi izjemno pomemben ščit, ne? In če se tu navežem na ta test sorazmernosti, pač ja, strogost je pomembna, ne? Ampak pomembno pa je tudi konsistentnost, koherentnost, racionalnost politik, se razume, ne? In to pač seveda izhaja že iz načela pravne države. Na ravni EU je celo posebej izpostavljeno v 7. členu pogodbe, recimo, ne? In tu se pa mi včasih vseeno zdi, da v praksi nekdo, ki opozarja na probleme s tem, ne, glede omejevanja človekovih pravic, pač dejansko ima prav neko podlago za to, ne? Torej, da mogoče nek ukrep, kot je profesorica izpostavila, je primeren, še zdaleč pa od tega, da bi bil sorazmeren, ne? Tukaj bi konkretno, recimo, zdaj želela izpostaviti konkretno zadevo, recimo ta, ki je bila pač razburkala javnost, ne, v preteklih tednih, ta omejitev, kar se tiče ta prepoved izstopa iz države, ne. Saj, tu bi se želela osredotočiti na to koherentnost, konsistentnost, racionalnost, v tem smislu, da pač težko utemeljimo potem te sorazmernosti, uporabo sorazmernosti v tem kontekstu, če so recimo omejitve za izstop strožje kot za vstop. Pač zgolj kot primer.
kljub temu, da samo po sebi pa gotovo pač samo po sebi pa neka logika pač za tem je, ne, da se pač te pravice omeji. Tako da, no, vsekakor menim, da pač, kot sem začela, odgovor ni enoznačen in se uporablja na razne načine, ne, kot ščit, kot meč, pa še kaj vmes. Ja, hvala Petra, na ta način si zelo redo tudi odgovorila na vprašanje, ki ga je zastavil eden od poslušalcev oziroma poslušalk v naši klepetalnici. Res je, ne? Zdaj, mogoče ustavnopravno gledano test sorazmernosti v teh primerih sploh ni pravi test, ampak tisto, kar je treba v takšnih situacijah izvajati, je pravzaprav test razumnosti. In tisto, kar si lepo pojasnila, je pravzaprav to, če je nek ukrep nerazumen v smislu tega, da je v bistvu logično kontradiktoren, da je sam sebe zanika z nekim drugim ukrepom, potem mu že odrečemo lahko samo razumnost in potem o sorazmernosti kot taki pravzaprav ni treba presojati. Ampak, Damjan, tebe sem želel še tole pobarati, ne? Vendarle kot v duhu tiste uvodne razprave, ki si jo začel, a ne bi mogoče rekel, da s tem širjenjem človekovih pravic v vse pore, torej v dejstvo, da človekove pravice niso, kot so uvodoma bile, torej zlasti kot politične človekove pravice, ki so bile ščit proti oblasti v tem vertikalnem razmerju, a se nam ne dogaja to, da nekako človekove pravice izgubljajo svoj osrednji osnovni pomen, da se mogoče malo drobijo, da se politizirajo in da se na nek način tudi malce mešajo z moralo, ne? Ker marsikaj, kar je omenila profesor Trstenjakova, mogoče ima manj opravka z individualističnim razumevanjem človekovih pravic, kakor samim etosom v neki družbi. Ne? Ker če bi bile človekove pravice razumljene zgolj v tem vertikalnem razmerju napram državi, potem je jasno, da mora posameznik venomer nastopati kot individuum, ki se mora čim bolj ščititi svoje pravice, ničesar pa nam to vertikalno razmerje ne bi povedalo o moralnem statusu, o statusu posameznika kot državljana v tem republikanskem smislu v soodnosu z drugimi ljudmi. Kaj ti misliš? Kakšen je tudi tvoj odnos do tega, da je v bistvu zasebno pravo postalo na nek način plen public policies skozi človekove pravice? Ja, to je dobro vprašanje. Jaz bi tako rekel, zdaj morala je bila vedno vgrajena tudi v civilno in v vsakršno pravo, samo da se je ni tako neposredno naslavljala zdaj skozi ta koncept razmišljanja, ki mu danes rečemo človekove pravice. Sej zakoni, ki urejujejo naše medsebojne razmerja, ki smo rekli, da načeloma ustava v njih ni čisto neposredna, ali pa vsaj danes je to na nekaj primerih, ne pa na splošno, da bi neposredno ustava urejala zasebna razmerja. Vendar te vrednote, ki so zajete danes v ustavi, niso nove. Solidarnost, morala, pa tudi prepoved zlorabe šibkejšega in kaj podobnega. To je že od nekdaj tudi naslavljalo civilno pravo, samo da je mogoče v zadnjem zgodovinskem obdobju 19. stoletja, ko so miselno nastali današnji civilni zakoni po vsem svetu, da je takrat prevladoval malo bolj duh liberalizma, gospodarskega liberalizma, ki je bil za tisti čas pač primeren, industrializacija, vsesplošen razvoj in da se je takrat mogoče to malo bolj poudarjalo, danes pa morda večjo težo dajemo na drugo stran tehnice, recimo v varstvu socialnih pravic ali pa na tako ali pa drugačno solidarnost. Tako da jaz ne vem, če sta to dva različna cilja, mogoče sta različna pristopa, ampak cilj pravično pravno urejanje je pa isti. Ne vem, če sem s tem odgovoril. Ja, seveda. Tudi imamo še eno vprašanje v tej zvezi. Zdaj, ko človekove pravice postanejo vse prisotne, jaz sem pač včasih žleht, pa govorim tudi o inflaciji človekovih pravic, ker če gledate z perspektive posameznika, ki danes živi, stoji tukaj v Republiki Sloveniji, torej tukaj in zdaj, tega posameznika varujejo cele kopice katalogov človekovih pravic. Slovenska ustava, Evropska konvencija za varovanje človekovih pravic, listina temeljnih pravic Evropske unije, pa še kaj bi se našlo. Zdaj, koliko daleč je pravzaprav, a veste, problem tudi filozofski, pa tudi vprašati, če so človekove pravice povsod,
če je vse mogoče izraziti skozi jezik človekovih pravic. Tudi recimo vprašanje infrastrukture. Tukaj zdaj nekdo nas sprašuje, in mi imamo slabo infrastrukturo, iz naslova te slabe infrastrukture se tudi toliko slabše spopadamo z epidemijo. Moramo biti toliko bolj zaprti, moramo v prid 130 ljudi na intenzivni zapreti 2 milijona drugih ljudi. Ampak a je zdaj to vprašanje infrastrukture lahko tudi to izrazimo skozi vprašanje, skozi jezik človekovih pravic? Kaj mislite? Da država, ki ne zagotavlja ustrezne infrastrukture, da nam krši človekove pravice? Ja. Mogoče, če iz publike, kdorkoli želi. Mi odgovarjamo ali je publika? Ja, publika sprašuje za vas, kdorkoli. Ja. Jaz osebno mislim, da moramo videti, da človekove pravice so vedno napisane zelo generalno in da moramo videti potem, kako jih razlagamo. Zdaj, kršitev, da bi bila lahko ta pravica do infrastrukture kršene, bi mogla biti najprej zapisane. Ne vem jo umestiti, kam konkretno bi lahko to spadalo. Zdaj ne vem, če je bila mišljena infrastruktura na področju zdravstva. Je tudi vprašanje, v kakšnem razmerju bi naj tukaj listina varovala posameznika v razmerju do države in kakšni bi bili sploh kriteriji, kdaj bi se dokazalo, da je ta infrastruktura nezadostna. Tako da tukaj ne vidim te neke povezave, ampak kar sem želela odgovoriti tukaj eno vprašanje glede primera, glede kršenja kulturnih pravic in kakšna je sodna praksa na tem področju. Tukaj moram povedati, da je verjetno eden redkih členov, kjer, mislim, da je enih par, kjer ni nobene sodne prakse sodišča EU, je ravno člen 12 ali 13 listine, ki se nanaša na svobodo umetnosti in znanosti. In ravno tukaj, torej svoboda umetnosti in znanosti ponovno kot splošna določba zajema torej svobodo umetnostnega ustvarjanja in znanstvenega raziskovanja. Tukaj ni nobene sodne prakse. Moram pa povedati, tudi ko beremo to listino, tukaj samo piše tako, kot sem rekla, umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje je svobodno. Nikjer ne piše, država ga mora financirati, ampak je svobodno. Tukaj moramo razlikovati, kako razlagamo pravice. Nekdo bo rekel, ja, država to mora. Je svobodno. Če jaz govorim z avstrijskimi umetniki, dostikrat mi rečejo, da bi rajši bili v Sloveniji. Da se ne bi spuščali na to prakso, ki jo jaz tukaj doživljam. Potem naslednji člen pa je pravica do izobraževanja. Pravica do izobraževanja seveda je pa zdaj lahko izpostavljena, tudi če smo v času korona krize, kdaj se omejuje, kdaj je tukaj spet ta poseg, da ni, na primer, izobraževanja, kdaj je ta omejitev še sorazmerna, kdaj je primerna, kdaj je nujna, je ponovno presoja. Moram reči, da je zato koristno, ampak na primer pravica izobraževanja je potem tudi, da daš enake pogoje javnim in zasebnim univerzam. Danes ravno, ker smo na zasebni univerzi, je tudi tukaj potem lahko en del kršitev. Tako da moramo biti pozorni potem, kako te pravice tolmačimo in to, kar sem želela sedaj reči. Zato pa je pomembno. Seveda, najprej presoja že to sorazmernost tisti, ki pripravlja zakon in ki ga potem sprejema kot predlog zakona vlada. Potem na koncu politično odločijo seveda poslanci, ker so politične funkcije. Potem odločajo sodišča, ko gre konkretno za izvajanje zakonov in na koncu vedno ustavno sodišče. Na ravni državi ustavno sodišče, na ravni EU sodišče EU. In zato je pomembno, da imamo ustavno sodišče dejansko, da so strokovnjaki, da so avtoritete in da odloča tudi hitro. Sedaj se zlasti v korona krizo je bil objavljen en članek, kako hitro, jaz nisem se tako podrobno s tem ukvarjala, odloča avstrijsko ustavno sodišče v primerjavi z slovenskim, ni moja analiza, mislim, da je bila od gospoda magistra Šipca objavljena ena analiza. To je tudi izredno pomembno, ustavno sodišče kot varuh. Kar se pa tiče teh različnih aktov, ki jih imamo, zdaj mi govorimo o EU, mi smo v EU in listina EU je dejansko akt, oziroma pravni akti EU, so dejansko na koncu nekako, če tako gledamo, izvršljivi, glede na to, da lahko Evropska komisija državo toži in država plača sankcije. To je v bistvu edini pravni akti EU, kjer, razen državnih seveda, kjer je krog zaprt, na koncu pride lahko do izvršbe, država plača finančne sankcije.
Tega pri nobenih drugih deklaracijah ni. Mi imamo deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah, mi imamo, kot je bila omenjena, kot profesor Avbel omenil, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Evropska konvencija o človekovih pravicah zelo dobrodošla. Tudi sodišče, Evropsko sodišče v Strasbourgu odloča in potem določi sankcije državi. Te sankcije seveda so določene zaradi kršitve pravic posameznikov in posameznik dobi odškodnino. Ampak lahko se zgodi, da država ne spoštuje teh odločb sodišča v Strasbourgu, torej Evropskega sodišča za človekove pravice. Če se to zgodi kot Rusija, ki je trdila sedaj več človekovih pravic, oziroma človekovih pravic odločb sodišča v Strasbourgu ne bomo spoštovali, pa ni nekih kršitev. Kdo bo sedaj Rusiji dejal, plačaj 100 milijonov sankcij zaradi tega? Tega pa ni, seveda govorim o svetu Evrope v Strasbourgu. Tam tega zaprtega kroga ni. Zato je toliko pomembnejše, meni osebno se mi zdi to pravno varstvo znotraj Evropske unije. Ker seveda ni konkretne sankcije zaradi kršitve konkretnega člena, ampak je potem možna tožba Evropske komisije, ker vemo, je bila sedaj zoper Poljsko in so že tudi dve sodbi najmanj zoper Poljsko zaradi kršitve človekovih pravic, pravica do neodvisnega in nepristranskega sojenja. Res je, hvala. Petra, Damjan, na moje stočnico ste želela še kaj dodati, veliko sem nametal na mizo. Ja, če smem, meni se zdi zelo zanimivo vprašanje, mogoče, da ga obnovim. Kako je infrastruktura povezana z človekovimi pravicami, ne? Gotovo človekove pravice nikoli ne morejo biti neodvisne od časa in prostora, v katerem jih presojamo, pa tudi ne povsem od finančnih zmožnosti. Zdaj, če smo čist konkretni, če bi bila naša država veliko bogatejša, pa bi imeli 10-krat več intenzivnih postelj po bolnišnicah, pa 2-krat več zdravnikov specialistov. Mogoče bi bile pri nas potrebne manjše omejitve na mejah in druge, ker bi lahko več prenesli kot družba. In že to pove, in bi potem drugače test sorazmernosti izpadlo. Že to pove, da to ni neka tematika, ki bi bila neodvisna od zmožnosti. Mi se pač žal na tem področju z eno, ne vem, Švico ali pa Nemčijo ne moremo primerjati. Ker ekonomsko nismo tam. In da bi pa nalagali državi obveznosti, ki jih ne more izpolniti, bi pa prišli v drugo skrajnost oziroma bi se potem cela nova kategorija problemov odprla. Skratka, jasno, človekove pravice morajo vsi zagotavljati ESČP prav, oziroma Evropska konvencija o človekovih pravicah širšemu krogu kot EU nalaga v bistvu enake obveznosti, ampak dejstvo je, da vse države jih ne morejo na enak način razlikovati in zato tudi Evropsko sodišče to priznava in vsaj glede pozitivnih dolžnosti države zelo široko polje diskrecije državam pušča. In ta diskrecija pomeni glede na možnosti tudi. Res je, Petra. Ja, ravno to sem želela reči, to glede na možnosti. Tu je predvsem pomembno to, da, kar mogoče danes pač nismo izpostavili, je pa seveda v knjigi izjemno dobro izpostavljeno, da listina vsebuje več vrst pravic, načela in pravice. In ravno to, kar zdaj govorimo, recimo varovanje zdravja ali pa s tem povezana infrastruktura ali pa recimo kulturne pravice, ravno te so v listini opredeljene kot načela, kar pomeni, Unija in države si prizadevajo k čim višjemu nivoju varstva oziroma spoštujejo kulturne pravice, piše v listini. Ni pa za neke konkretne obveze. Ravno za recimo varovanje zdravja pač piše skladno z nacionalno zakonodajo, se to recimo spoštuje. In s tem povezano in seveda načela v listini ne morejo imeti neposrednega učinka. In to se tudi povezuje recimo na mednarodni ravni z mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, recimo, ki prav tako, za razliko od mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, recimo zgolj vsebuje neke obligacije prizadevanja za državo, da se tako izrazim, torej skladno z možnostmi države, recimo. Tako da to je izjemno pomembna razlika glede določb v listini, torej da vsebuje pravice in načela in to je potrebno razlikovati potem tudi glede uporabe teh določb. Ja, hvala lepa. Imeli smo še eno vprašanje glede infrastrukture, pa odgovornosti države, pa prispevka posameznike k temu. Zdaj verjamem, da je na to v bistvu že odgovoril kolega Možina.
Tako da počasi se nam čas izteka in ko se nam čas izteka, seveda lahko bi se pogovarjali še o marsičem, ampak jaz bi današnje srečanje sklenil s to priložnostjo, da damo zaključno besedo še profesor Trstenjakovi. Zdaj jasno, s to knjigo se zgodba ni končala, ampak se šele začenja. Kaj bi še želeli, profesor Trstenjakova, dati tej knjigi na pot, ko jo zdaj pošiljamo takole v javnost vsem njenim bralcem in bralkam? V veliki meri bodo to prav gotovo študenti, ki bodo od nje prav gotovo ogromno profitirali. Želeli pa si bi prav gotovo, verjetno tako vi kot mi, da to knjigo v roke primajo tudi tisti, ki morajo v konkretnih postopkih, kot smo že dejali, v vseh razmerih, zlasti oblastvenih, zagotavljati, ko izvajajo pravo Evropske unije, spoštovati tudi to listino. Torej, kaj bi za konec dali tej knjigi na pot? Ja, na koncu bi poudarila, v bistvu nekako nadaljevala, kje sem začela na začetku, kako je knjiga nastajala, da je cilj dejansko bil to, da se ne samo zavedamo človekovih pravic, ki jih imamo, oziroma temeljnih pravic, ki jih imamo znotraj EU, ampak da se zavedamo tudi, na kak način jih lahko uživamo. In da je v bistvu bila Slovenija, mislim, da je ena redkih držav, ki o EU listini, o temeljnih pravicah ni imela še nobenega komentarja, nobenega učbenika, in to se mi je zdelo izredno problematično pravzaprav, zato sem želela knjigo tudi čim prej končati. Kaj je še bistveno v tej knjigi, da ni seveda namenjena samo študentom, enem delu seveda študentom, ampak predvsem tem, ki na področju človekovih pravic, temeljnih pravic delajo v praksi. Zlasti državna uprava, sodstvo, tudi gospodarstvo, kajti v tem so sedaj zapisane tudi pomembne pravice za gospodarstvo, ki so pomembne torej kot za stranko, torej kot naprimer za podjetja, ampak tudi v odnosu do naprimer podjetja do strank. Tako da za prakso se mi zdi izredno pomembno na vseh področjih in upam, da bo dejansko knjiga prišla do tistih. Naj pa mi bo sedaj na koncu dovoljeno še izreči nekaj zahval, kot vedno v takih trenutkih. Kot prvo sem seveda ponosna, da je uvod v knjigi napisal profesor dr. Lenart, torej predsednik Sodišča Evropske unije, ki mi je napisal uvod že v prvi knjigi Pravo EU, ampak tudi k tej na področju temeljnih pravic, tako da se tudi njemu posredno zahvaljujem še na ta način. Drugače se zahvaljujem seveda dr. Petri Weingel, ki je danes tukaj z nami, ki je avtorica Stvarnega kazala in tudi zbirke sodb. Vsem, ki so knjigo brali, ki so mi dali kakršnekoli pripombe, ki so omenjeni tudi v knjigi, dr. Katarina Vatovec, dr. Jorg Sladič, ki mislim, da ni sicer omenjen, in Zoran Skubic. Potem seveda recenzentoma, profesor Avl in profesor Možini, ki sta bila recenzenta različnih pravnih fakultet, in pa založbi GV Založba, ki je knjigo izdala, posebej direktorici, gospe Zalar, urednici Mateji Pogačar in pa lektorju Damir Milinovič. Verjetno ni z nami, ampak moram povedati, da takega lektorja pa res, tisti, ki pišete knjige, veste, nisem doživela. Namreč nekdo, ki ni popravljal samo slovnično, ampak je preveril tudi vsak pravni akt. Tako da sem bila sigurna, da je knjigo lektoriral nekdo iz Sodišča Evropske unije, ki pozna vse sodbe in vse direktive, in tudi našel kar nekaj napak, potem, ko je knjigo prebralo že 6 ali 7 pravnikov. Torej, res hvala vsem tem, ki ste sodelovali kakorkoli pri knjigi, ki ste pomagali. Študentom pa in vsem drugim praksi pa prosim za morebitne pripombe, kajti kot veste, tudi če si želiš, da bi bil izdelek še ne vem kako dober, že veš, takrat, ko knjigo odpreš, najdeš neko napako, vedno je možno zadevo izboljšati, zato tudi tole napako, torej tudi morebitne napake, in seveda tudi, če danes nismo odgovorili na nekatera vprašanja, tudi zaradi časa, pa tudi zaradi mogoče nekaterih zelo konkretnih vprašanj, čas za to bo v bodoče in nekatere odgovore boste našli tudi v knjigi, in sigurno bo to pomenilo, da v prihodnosti bo zavedanje o človekovih pravicah večje, da se bomo zavedali ne samo, da smo jih z rojstvom pridobili, kot sem povedala na začetku, ampak da se bomo zavedali tudi, da jih lahko uživamo ne samo kot individualisti, nikakor ne kot individualisti, ampak v odgovornosti
kot sem prej omenila, kot pravi preambula, 6. odstavek, v odgovornosti do soljudi, do človeške skupnosti in do prihodnjih generacij. Hvala lepa. Jaz mislim, da boljše misli za konec ne bi mogli izpostaviti. Bilo je še eno vprašanje v zvezi s tem, kje se to knjigo lahko dobi. Knjigo se lahko naroči pri GVS založbi. Poiščete njihovo spletno stran in boste to knjigo lahko naročili. Za danes moramo žal s to razpravo zaključiti. Kot pa sem že nakazal, v bistvu se z izidom te knjige zadeve ponovno oziroma zares šele začnejo. Listina in vse človekove pravice so pač nevredne toliko, kolikor so zapisane na papirju, ampak toliko, kolikor se dejansko uresničujejo v praksi. In jaz si obetam, da bo ta knjiga prispevala tudi k temu, da bodo človekove pravice v praksi živele še bolj kot doslej. Zahvaljujem se in čestitam seveda avtorici, hkrati pa tudi vsem našim današnjim sogovornikom in seveda vsem, ki ste bili z nami na tem dogodku, eni prek Zooma, drugi prek Facebooka, tisti, ki ste nas pa zamudili, vse skupaj smo posneli in bo na voljo tudi na YouTube kanalu Nove univerze. Za danes je to. Nova univerza na Akademskem forumu bo pa ponovno spet z vami zelo kmalu in upam, da se spet kmalu vidimo. Še bolj pa upam, da se bomo kmalu videli tudi v živo. Vse dobro vsem skupaj in lep pozdrav do naslednjič. Adijo. Hvala, Dija, hvala vsem. Hvala.